Boštjan Leben, zdravo. Pozdravljen. Si glasbenik v širokem smislu, ne nazadnje na glasbenem prizorišču prisoten že več kot 30 let. Drži. Za to bo je potem verjetno tudi kar nekaj projektov. Ja, zadnji album Traces je 12. v vrsti, kar se tiče avtorskih zgodb. Poleg gledališkega dela, televizije in ostalih eksperimentov. Kar pomeni, da si tudi žanrsko zelo raznolik. Ja, recimo, težave so pri žanrskem označevanju mojih projektov, ja. Ampak to ima drugi, jaz jih imam manj, pač vplivo je enostavno preveč. In v kakšen žanr greš z novim projektom Traces? Na založbi v Zagrebu so mi rekli, da je to folk soul. Ne vem, Ivet ima svojo glasbeno preteklost, precej bogato, tudi prihodnost upam. In je tudi žanrsko zelo neopredeljiva, nekaj dela do spremljevalnem bendu, recimo Stevie Wonderja, do čisto klasičnih glasbenih projektov, pa do sodelovanja s svojim možem Miroslavom Tadićem, kjer gre za povezavo Amerikane in pa makedonske glasbe oziroma glasbe Balkana, skratka džeza, bluza do balkanskih viš. Ta album je označen, Traces je naslov, je označen kot folk soul. Ne vem, prvič sem slišal za ta izraz, to je tudi mene presenetilo, tako da jaz se težko žanrsko opredelim. Omenil si že pevko, s katero sodeluješ, kako sta prišla skupaj? Ja, to se je zgodilo nekega večera v Zagrebu, po koncertu. Na večerji moj prijatelj, kitarist Miroslav Tadić, ki ga poznamo iz zasedbe oziroma iz kombinacije z Vladkom Stefanovskim, Ivet Holcvart, oba živita v Los Angelesu in zraven je bila tudi njuna poročna priča, to je Rade Šerbedžija. Pogovor o vsem mogočem, na koncu tudi o moji glasbi, ki je v tistem času nastajala in hrepenela po materializaciji oziroma vsej formi. Za začetek ni se še vedelo, v katero smer gre, glede na vplive, ampak Ivet je predlagala sodelovanje in tako se je začelo. In začelo se je skladbo Once. Pravzaprav se ni začelo skladbo Once, ampak zdaj, če mi dovoliš malo monologa, vse, kar bom povedal, da ne zvenelo preveč mistično in ezoterično, ker dejansko ni. Problem je samo to, da težko najdem besede za nek svoj ustvarjalni proces. Tako da Traces je bolj album, za katerega imam občutek, da se mi je zgodil. Že od nekdaj imam te sinestezije, to so nekakšni ti vidni vtisi pri zaznavanju glasbe, gre za barve, podobe, oblike. Sicer to ni nič posebnega ali kak poseben dar, to ima pač mnogo ljudi. Pri tem albumu sem skušal nekako črpati navdih pod narekovaji. Pač iz nekih stvari, ki niso nujno direktno povezane z glasbo, recimo od začetka tega procesa ustvarjena, spravi nastanka albuma Traces, začetek povezujem z ogledom filma Nostalgija od Tarkovskega, ki je ena mojstrovina brez glasbe in skušal sem si predstavljati, kakšna naj bi bila glasba za ta film, kako bi delovala, če film umakneš, če stoji sama zase, brez prizorov in ki si jih potem poslušalec pač ustvari sam. Potem je tu še poezija Pabla Nerude, sprva bila ideja uglasbitev njegovih pesmi z neko govorjeno besedo. Vmes sem slišal še neko improvizacijo ameriškega avantgardnega kitarista Marka Riboja. Med tem poslušanjem so se mi pojavljale podobe ženske iz vasi na jugu Italije, ne vem kako, ne znam to razložiti. In potem jasno, ko Ivet predlaga to sodelovanje, je to šlo vse čisto eno drugo smer, postala nekakšna precejšnja glasbena avantura, nekakšno popotovanje tudi po moji glasbeni preteklosti, ki je, kot so že rekla, žanrsko precej težko opredeljiva. In tudi če poslušaš cel album, se mi zdi, da deluje kot celota, kot neka zgodba. Tako da ta Once je pač singl, ki ga je zbrala založba. Oni mislim, da imajo boljši občutek za takšne stvari, kot pa jaz. Je skladba Once potem tudi nek sprehod v preteklost? Ja, Ivet pravi, Ivet je avtorica tekstov, ona pravi, da te pesmi razmišljajo vsaj tekstovno o minljivi naravi življenja, da nič ne miruje, da se stvari vedno premikajo, spreminjajo, bledijo kot nekakšna zamegljena fotografija z dolgo osvetlitvijo ali pa oblake, recimo, ki potujejo nad glavo, to je predvsem skladba Once. Besedila ujame prizore, ki so sami po sebi minljivi. Skratka, v skladbah se ona sprašuje, kaj puščamo za seboj. Bilo bi pa potrebno pogledati tudi, kaj bomo pustili naprej. Tako. Ja, kaj bomo pustili naprej? Je to konkretno vprašanje? Mogoče razmislek za takrat, ko bo album izšel, to bo nekje v jeseni. Ja, album napoved je, da naj bi se to zgodilo v začetku septembra. Kaj sledi, glede na to, da ona živi v Los Angelesu, jaz pa v Celju, kako se bo to razvijalo in odvilo naprej, to je res skrivnost.
Tako da nimam odgovora na to vprašanje. Če naredimo nek presek, potem se srečata ravno nad Atlantikom. Ja, recimo. Tako. Bova pa sedaj skladbo poslala tudi v naš radijski eter, zato Boštjan, beseda je tvoja, da jo pospremiš na pot. Tako, glede na to, da pri albumu Traces gre za opazovanje nekih minljivih trenutkov in priznavanje njihove krhkosti in poskus ugotavljanja, kaj ostane, ko stvari začnejo bledeti, naj se tudi poslušalci vsaj za teh 4 minut posvetijo in ustavijo. Once you were small and feared the plains overhead. You covered your head and hid in the sheets of your bed. Eyes so wide, heartbeat fast. You feared your life would rush right past. In every blink, in every move, you felt the love that you might lose. Once you were small, you held on tight, begging the day to outlast the night. Eyes so wide, heartbeat fast. You feared your life would rush right past. In every blink, in every move, you felt the love that you might lose. Once in the darkest night, you saw a star falling towards earth. You watched it burn in the sky like a whisper.